Popravim majčko. Lasi vržem naprej, malo vode. Novo majčko imam, kako se ti dopade? Čist nekaj posebenega je. Teli rokavi so mi tako hudi, tako mi je padla v oči. Evo, zdaj pa bomo malo drugače začele, kakor tipičen moj pozdrav. Kakor ve, sem se pripravljala na blogersko konferenco. Tiste, ki ste glasovali, da sem imela oblečen tretji outfit, ste torej imeli prav tako bordo rdečo oblekco. Tako da ja, čestitke tistim, ki ste uganili. Drugače pa danes bomo skupaj odpirali tale darilca za mano. Torej darilca se sliši tako zelo lepo, ampak dejstvo je, da smo torej plačali karto, vstopnino v vrednosti torej 73,20 €, tako da nekako smo si same kupili ta darilca. Je pa res, da so v vrednosti vsaj še 3-krat več, tako da jaz se danes počutim, kot da je en tak božični večer. Dejansko se je toliko dogajalo, da jaz po moje ne vem niti za eno stvar, a me vibrira? Ne. Prisluhe imam. Niti za eno stvar dejansko ne vem, kaj je noter, ker res je bil hud tempo. Malo bomo vmes pokomentirali, a zadevo že poznam, a mi je nova. Tako da evo, če te zanima, kaj vse v teh vrečkah za mano, pol glej video naprej. Evina, lepotilnica. Tragedija se je zgodila, tragedija za blogerja. Skoraj večino videoposnetkov, tam, ko snimam odpiranje darilcem izven fokusa in je fokus torej za mano, na vrečke. Tako da, evo, tiste kadre, ki so po domač rečen za nič, zdaj snimam še enkrat. Ena izmed stojnic je bila stojnica Kerastase, tako da to je prvo darilce, ki bi ti ga rada pokazala. Noter so izdelki za nego las. Kerastase kozmetika oziroma linija je majčkeno dražja, kot recimo, kako bi ti primerjala, Armani ali pa Catrice. Ta je malo torej višjega cenovnega ranga. Priložili so nam eno olje, torej za lase, se hitro pije, tako da to zgleda obetavno. Ena maska in potem še cel kup evo enih testerčkov za stestirati, preden kupimo tisto ta veliko embalažo. Gremo naprej, potem evo, upam, da sem v fokusu. Naslednja vrečka je Afrodita, tudi zmagovalka in mislim, da vsi veste, slovenska kozmetika. Oni so imeli tak lušten spa kotiček, tudi pokažem v drugem delu, kjer smo si lahko punce zbrale svoj von. Med kar nekaj različnimi smo zbirale, jaz pa sem torej izbrala si argan, ni bilo dvoma, ker moji koži res ustreza. V vrečki so bili 3 produkti, tiste, ki so si izbrale sadno linijo ali pa katero drugo, mislim, da en je bil tudi vanilja kokos, je zraven še peeling, tukaj pa torej peelinga v tej liniji ni. Evo, dobile smo tako cute kremo za prhanje plus masko, ki je maska in za telo in za obraz. Potem evo, tole je negovalno olje, tudi torej na osnovi argana, 100% spa in organic argan, bogat balzam za telo. Naslednjo darilce je od znamke Nux. Tukaj smo dobile v taki res lepi škatli. Torej 2 produkta, eno je taka labela, v bistvu je nadgradnja lanske labele. Evo, jo imam tukaj za pokazati. Zdaj na pogled so zelo taki podobni, z razliko, da ima ta še dodan letos med in propolis, zakon sestavini. Potem imamo pa tukaj en tak gel za omivati obraz, tudi sestavina med drugim med in sončnice. Evo, potem imamo pa tukaj Erborian, to je bil tudi glavni pokrovitelj dogodka in nov brand, korejska torej kozmetika, spada pa pod tisto hišo, kjer je L'Occitane in Melvita, če poznate. Največ se mi zdi poudarka, da so dali na samem predavanju na njihove kremce, CC kremce. Bomo testirali, ker me res zanima, koliko so kaj prekrivne oziroma a res dajo ta glow, kot ga obljubljajo, da imajo Korejke tako zelo brezhibno kožo. Kremce, tole konjac, gobico za torej peeling in eno tako sheet masko. Potem imam pa še eno zadevo tukaj v roki, sem je dala vmes noter, torej ko smo hodile po štandkih naokol. Medex nam je dal na izbiro, da si lahko med 4 torej labelami izberemo svojo favoritko in jaz sem zbrala tole, ki ima noter olje smilja in sivke, med in ceramidi. Potem imamo pa tukaj eno tako naravno zadevo in če verjameš ali ne, gre za šampone in balzame za lase. Evo ti pokažem, v bistvu gre za take kroglice. To so neki taki testerčki, niti ne vem točno, katere za kaj. Vem, da imajo potem različne kombinacije, torej za različne tipe las, tudi balzame med njimi, tako da moram zadevo malo preučiti. S. Oliver nas je razdajal z njihovo novo dišavo. Potem smo dobili tako zares čudovito roza vrečko od znamke Essence, kjer pa so bili notri izdelki
izdelki, torej in Essence in Love. In dobili smo tako res čudovito Love paletko The Rose, tudi toni so čist taki moji. Mislim, da bom lahko ustvarila kar nekaj tutorialov z njimi. Toliko se dogaja, da dejansko pride vse prej na vrsto kot tutorial. Mogoče mi spodaj zapišite, če želite po dolgem času videti en tutorial. Tale paletka je bomba in res komaj čakam, da bom testirala. Drugače pa zelo taka lušna roza vrečka, tako v bistvu nahrbtnik je to, od znamke Essence. Noter pa sta še dve zadevi. Ena maskara. Tole maskaro poznam, I Need a Miracle maskara, nora maskara. Ni draga, priviha pa tako trpalnice, da bo zadovoljna. In potem imamo od znamke Essence, po mojem kakšen lip gloss. Ja, dejansko tak lip gloss v taki rdeči barvi. Gremo naprej. Naslednja vrečka pa je od znamke The Body Shop, tudi ena mojih ljubših kozmetik. Kar se tiče nege telesa, dejansko njihovi izdelki so, da bi jih včasih kar pojedel. Prvi izdelek je tole, to je gel za prhanje, torej za tuširati. Dajmo povohati. To je to. Potem, v bistvu ta kompletek so sestavili, to je body butter. Imam tegale od znamke, ne od znamke, kaj govorim, Von Vanilja. Tale pa je še, evo, tale saden. Koliko to diši, koliko to diši. Pa še dve zadevici. Še krema za roke, tudi torej od tega gela in od tega body butterja. Tole pa sem mislim, da te zelo popularne kopalne bombice, ko torej vržeš v kat in se te vse tako napen. A ćemo zdaj pogledati tole. Tole je nekaj velikega. Ličila.si nam je tole podarila. Meni se malo dozdeva, kaj bi lahko to bilo, pa ne vem, če si upam napovedati. Bom kar rekla. Občutek imam po velikosti, da se motim, ne vem, ampak da bi tole znal biti adventni koledar. Jaz ga za sebe nimam. Dejansko tista dva, ki sem podarila v nagradni igri, sem dala naprej in jih ni več tukaj. Draga blogerka, adventni koledar je. A se ti hecaš? A se ti hecaš? Kako se ti včasih, čeprav vem, da smo vse blogerke dobile isto stvar, ne? Ampak evo, kako je včasih fajn, pa ne fajn, ampak sploh vem, kako bi to obesedila. Zdaj sem res kar malo ganjena. Tako, res, itak, da sem si jaz to želela adventni koledar, ampak sem rekla, da itak imam že toliko teh stvari, da rajš dam bom, a ne? In pa sem da tako si ga bom letos kupila, ma ne vem, se sem ga sama dejansko izdelala, ampak kako včasih stvari pol pridejo k tebi, kako včasih se ti potem dobre stvari vrnejo. Gremo naprej, evo tukaj imamo vrečko L'Occitane. Nočem preveč nakladati, se bi se lahko še ful razgovorila, ampak je ta video po mojem že toliko dolg, da ful dobro, ful sem vesela. L'Occitane, sicer smo ene stvari dale že ven, tukaj je bolj kot ne prazna vrečka, priložili so še zraven, taka cute torba, evo, če greš kam na pot, da namečeš noter stvari. Potem imamo tukaj znamko Oriflame, zdaj razmišljam, koliko časa že poznam ta brand, 10-15 let, ko sem bila mlada, 10 let stara, je bila ful popularna. Zdaj ne vem, kako je, nisem že kar nekaj časa nobenih njihovih izdelkov testirala, tako da se prav veselim, ker me bo v bistvu malo vrnil v mladost. Priložili so nam pa, evo, 3 različne izdelke, v bistvu vidim, da je linija Swedish Spa, torej nek bed relaxer, neke kapljice, potem shower oil in tole pa imamo body scrub. Ne vem, če poznaš znamko Nilipod, zdaj nekje 2 leti nazaj so bili zelo popularni, ko so vam prišli njihovi naravni deodoranti, mislim, da so bili v tisti oddaji tudi Štartaj Slovenija, zdaj pa so prišli ven s celim novim produktom, neka mešanica različnih olje, to imenuje se torej Lublin in obenem pa ga lahko uporabiš tudi za lubrikant. Evo, ful cute tudi torbica, ki pa jo je torej dala znamka Medvita. Tale palčka me spomne na adventni koledar, ko sem jih lepila gor. Noter pa je tale zadeva, tudi neka njihova novost, nega pred šamponiranjem za barvne lase in lasišče.
Potem imamo tukaj znamko Scandur, upam, da sem prav izgovorila, vidim, da prihaja iz Španije. Neki njihovi serumi ne poznam, tako da ti ne moram povedati nič več. Priložili so nam tudi USB, bo prišel prav, in en tak testerček kremice, ki pa zdaj ne vem, kam je šel. Trgovina Smile Concept Store nam je podarila takšno zapestnico Adventures Awaits. Aha, pol nisem ti pokazala še tega, evo, cel čas tukaj stoji. To je taka rožica, ki smo jo tudi dobile na dogodku, v bistvu ročno delo. In eno slikico sem tudi na Instagramu objavila, greš lahko izčekirati, ker je bila taka cela stena iz teh rožic. No, to je bilo približno tam 100 ur dela in za spominček so nam dali tudi eno tako full cute rožico. Evo pa še ena mogoče taka bolj dekorativna stvar, takle zvonček, to bo mogoče prav prišlo letos za na jelko. Gardenia nam je to priložila v vrečko, piše pa: rože vedno rastejo za tiste, ki želijo videti. V tistem velikem cekru je bila noter tudi tale škatlica od znamke Caudalie in v bistvu tak travel size velikost izdelkov. Tole, če se ne motim, je tonik, serum in fluid, torej za tiste, ki imate malo bolj masno in problematično kožo. Pa smo dobili še evo en tak testerček Aperitivo Rosato, če se ne motim, je tole alkohol, ja, 15% ima. Znamka Barviš nam je podarila 2 izdelka, to je bolj kot ne brand z kozmetiko. Prvi torej izdelek so umetne trpalnice in evo, jaz sem dobila eno tako senčko v kameli barvi. Za konec pa bi ti rada pokazala samo še tole značko, Evine lepotilnice, v bistvu to sem cel čas dogodka imela okrog vratu. In to je to, evo, zagotovo kakšne izdelke podarim, ker vsega ne bom rabila, tako da lahko v kratkem pričakuješ nagradno igro, samo da še enkrat malo vse pregledam, kaj sploh je. Tako da ja, ne se pozabiti naročiti na moj kanal, mi slediti na Facebooku in na Instagramu, Evine lepotilnice moje ime in do naslednjič, evo ti maha moja značka. Čau!